Čeprav so ošpice veljale v Evropi za že skoraj izkoreninjeno nalezljivo bolezen, nedavni izbruh te bolezni na Kosovu kaže, da temu še zdaleč ni tako. Ošpice so ena najnalezljivejših bolezni, ki jih poznamo, se zelo hitro širijo in so lahko tudi nevarne. Ošpice lahko potekajo smrtno, sicer pa pri nekaj procentih obolelih povzročajo zaplete, kot so pljučnica, pa okvare možgan. Umre pa zaradi ošpic približno 1 na 2000–3000 obolelih oseb. V Sloveniji je že nekaj časa na letni ravni zaznano zgolj manjše število primerov okužb z ošpicami. V UKC Maribor pa se že nekaj let niso srečali s tovrstnim primerom. Kljub temu previdnost ni odveč. Obstaja neka možnost, da pride do vnosa bolnika z ošpicami tudi k nam. Po drugi strani pa je tveganje za potem prenos virusa ošpic znotraj slovenske populacije relativno majhen, saj še vedno dosegamo v Sloveniji neko relativno dober nivo precepljenosti populacije. Ne bojim se, da bi prišlo to v Slovenijo, ker se cepimo, ne? Če se govori zadnje čase, da je bilo opustitev cepljenja otrok, pa mislim, da še je dovolj varnosti. Zaščitenost pred ošpicami dosežemo na več načinov. Tisti, ki so preboleli ošpice, so doživljenjsko zaščiteni pred to boleznijo. Lahko pa se zaščitimo tudi s cepljenjem. To delamo v Sloveniji sistematično že od 1969. leta, tako da so zdajšnji odrasli v srednjih letih in pa otroci zaščiteni, vkolikor seveda cepljenje prejmejo. Če prejmejo 2 odmerka cepiva, jih smatramo kot dobro zaščitene pred ošpicami. Za optimalno zaščito populacije je potrebno doseči 95% precepljenost. Žal le ta v Sloveniji v zadnjih letih nekoliko upada in se je že nekoliko spustila pod to varno mejo. V zadnjih nekaj letih opažamo upad precepljenosti proti večini nalezljivih bolezni, proti katerim izvajamo cepljenje. Vzroke gre iskati verjetno v nekem nezaupanju v inštitucije, nezaupanju v zdravstvene ustanove na splošno in pa seveda tudi tem številnim dezinformacijam, ki krožijo v javnosti, ki jih najdemo na družbenih medijih in pravzaprav pri ljudeh povzročajo nek dvom, neupravičen dvom v koristnost in varnost cepljenja. Mi starejša generacija smo bili cepljeni, zdaj to ti pa vsi ne dajo, ne, otrok cepiti. Pa ne vemo, kako to bo zdaj. Mi smo prej vsi mogli, ker je bilo obvezno. Starši bi mogli biti bolj ozaveščeni. Starši bi mogli delati na tem, da so otroci cepljeni. To je njihova odgovornost. Dvomi o varnosti cepiv so po zagotovili strokovnjakov povsem odveč. Vsa cepljenja, ki jih v Sloveniji uporabljamo za program rednega cepljenja otrok in tudi odraslih, so dokazano učinkovita in tudi dokazano varna. Vsa cepiva, preden dobijo sploh dovoljenje za uporabo, so podvržene večletnim raziskavam, s katerimi je potrebno dokazati njihovo učinkovitost in varnost. Po drugi strani pa seveda spremljamo varnost cepiv tudi potem, ko so že v uporabi in lahko rečemo, da tudi opravljene so številne študije, raziskave in prav nobena od njih ni pokazala povezave med cepljenji in pa eventualnimi nekimi težjimi zdravstvenimi zapleti po cepljenju. Zaradi domnevnih povezav med cepljenjem in primeri avtizma ali nekaterimi drugimi stranskimi učinki se v številnih državah veča število nasprotnikov cepljenja. Vendar se opustitve cepljenja za nekatere skoraj izkoreninjene bolezni kažejo za slabo odločitev. Tako je nedavno v Italiji rekordno število primerov ošpic povzročilo javno razpravo o obveznem cepljenju, kar je imelo za posledico sprejetje zakona o obveznem cepljenju.